Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi prvo polovico letošnjega leta v občini Brežice. Začenjamo z brežiškim vodovodnim stolpom, ki ga korenito prenavljajo. Simbol mesta in občine bo kmalu postal razgledna točka. V nadaljevanju pa poglejmo, s čim so se gradbeniki ukvarjali v januarju. Razgledna točka, to je tista luknja, ko smo šli mi v. Tu pride ene nove stopnice, dol iz nivoja balkonov do tu, dvigalo. Pol prideta pa dve taki stekleni plošči. Pod temi ploščami skozi tu od spodaj bo voda. In bo tudi bazenska tehnika, tako da bo to delovalo. In ko boš stal na teh steklenih ploščah, bo dejansko imel občutek, da si v bazenu. Vodovodni stolp bo z rekonstrukcijo notranjosti prilagojen novi namembnosti in obiskovalcem. Pot po stolpu od pritličja do razgledne točke nad vodohranom bo omogočena stopnicami in z dvigalom za do 8 oseb. Prav tako bo pa tudi služilo kot gasilsko dvigalo, tako da je malo večje. In če vidite, kar dosti veliko prostora zavzame tlorisne površine. V kleti bodo še sanitarije in prostori za zaposlene. V pritličju informacijska točka, v naslednjih 4 etažah pa bodo predstavili vsebine povezane s stolpom. Zdaj smo v bistvu že v etaži, ki ni bila odprta prej za obiskovalce, ko je bil tle akvarius in ta del ni bil nikoli obnovljen. Bila je tle strojna napeljava oziroma za prezračevanje, včasih tako, da je bila s tem zapolnjena. To je izvajalec že umaknil, tako da zdaj je dosti počiščen ta objekt in se lahko tudi vidi, v kakšnem stanju je pred obnovo. Tu se nahajamo zdaj na nivoju balkonov, to je nekje višina 20 metrov od vhoda. Na tem nivoju pride nova etaža in dejansko je to prva razgledna točka v stolpu. Ohranijo se te stare obrobe, te balkoni in tudi del ograje. To bo kot prikaz starega. In pa te cevi, ki so prej služile za dovod vode v rezervoar, se speskajo in ostanejo take, kot so, da to nekje prikazuje tisto osnovno funkcijo, ki je ta stolp do zdaj imel. Na tej točki so dobro vidne tudi posledice potresa iz leta 1917. Objekt bodo tudi statično sanirali, saj je, kot kažejo raziskave, le še približno 60% potresno varen. Povzpeli smo se še višje, tik pod vodohran. In se nahajamo na nivoju nosilne konstrukcije, ki jo moramo za potrebe preboja za lift odpreti. Tu pridejo še ene stopnice gor, ker se te stopnice končajo v tej etaži. Tako da to je zdaj, bom rekel, najzahtevnejši del tega projekta. Ta del je še v fazi projektiranja. Zdaj, ko smo to odprli ploščo, smo videli, da so zadeve malo drugačne, kot so bile predvidene v osnovnem projektu. Plošča je tanjša, to pomeni, da je bistvena nosilnost na teh nosilcih, ki jih je treba rezati. Seveda pa ne smemo oskruniti nosilnost bazena, ki boste videli gor v naslednji etaži. Dela, ki so se začela jeseni, potekajo v skladu z načrti. Dela potekajo po načrtih, s tem, da smo zdaj v osnovni fazi, mogoče zamujamo kakih te praznične dneve, ki so bili v preteklosti. Od 25. decembra pa dejansko do zdaj je bilo bolj malo izvajanja tu, se pa izvajajo dela v delavnici. Jeklena konstrukcija, lift in take zadeve, kot je že Suzana omenila. Rok za dokončanje del je konec maja, vodovodni stolp pa bodo za obiskovalce predvidoma odprli konec leta. V Brežicah težko pričakujejo novi most čez Savo, ki bo del mestne obvoznice. Pogodba za izgradnjo prve etape, v katero je zajet tudi slabih 500 metrov dolg most, je že podpisana, a ker njegova izgradnja sovpada z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, začetka del še ne morejo napovedati. Ob tem smo tudi preverili, kakšna usoda čaka stari most čez Savo. Most, ki povezuje Brežice in Čatež ob Savi, je glavna tranzitna žila iz smeri mesta proti avtocesti. Most je obremenjen, a varen, pravijo strokovnjaki, kljub temu pa ni v najboljšem stanju. Stari most dejansko na državni cesti, ki povezuje Čatež ob Savi in Brežice, se vizualno pregleduje se strani vzdrževalcev. Prav tako je bil po zadnjih potresih na Hrvaškem pregledan tudi s strani Direkcije za infrastrukturo.
Z izgradnjo vzhodne obvoznice bi ta most bistveno razbremenili. Po izgradnji tega odseka vzhodne obvoznice je pa predvidena obnova tega obstoječega mostu proti Čatežu. Projektno dokumentacijo za obnovo so že pripravili. Ker gre za državni most, ga naj bi po dodatku k protokolu, podpisanemu leta 2017, obnovila Direkcija za infrastrukturo. Po sami obnovi mostu bo ta most predan v upravljanju občine Brežice. Kdaj bi se to lahko zgodilo, zdaj ne upa napovedati nihče. Gradnja tega dela obvoznice oziroma novega mostu sovpada z izgradnjo mokriške hidroelektrarne, ki pa trenutno miruje. Aktivnosti za začetek gradnje novega mostu kljub temu tečejo. Trenutno se izvajajo sami odkupi zemljišč. Izvedena je bila geodetska odmera, odkupi se vršijo, tako da tudi v tem postopku sodeluje tudi občina finančno. Most so sicer nekoliko razbremenili z odprtjem obnovljenega starega železnega mostu čez Savo in Krko. Smučarski skoki, hokej, badminton, odbojka in curling. To je le nekaj olimpijskih športov, ki so jih najmlajši spoznavali v Brežicah. Tam se je februarja ustavila potujoča karavana Vala 202 Peking doma. Zavod za šport pa je skupaj s športnimi društvi pripravil pravo športno poslastico. Poglejmo. V Brežicah je bilo pravo olimpijsko vzdušje. Tako je bilo na mini planici. Enkrat. Dobro. Kaj ti je bilo najboljše? Tukaj, ko sem se spustil, ko sem šel tam daleč. Ko letiš. Si letel? Ja. Najljubši stvar mi je, da smučarski skoki in sem bil tako strašen. Tudi pri curlingu ni bilo nič manj zanimivo. Zanimiv šport je. Pritegnili so tudi ostali olimpijski športi. Drsanje. Zakaj? Zato, ker mi je ful všeč, ko se jaz drsam, pa tudi zato, ker ful lepo izgleda. Tako je bilo pri lokostrelstvu, in biatlonu. V bistvu gre za vožnjo s skircami in ciljanje storžev, tako da je zelo zabavno. Najbolj so pa navdušeni otroci danes tle nad curlingom ter nad absolutno skakalnico, mini planico, kjer imamo danes odlične polete naših najmlajših, vzdušje je neverjetno. V Brežicah so pripravili 15 športnih izzivov z namenom, da otroci spoznajo širok nabor športov. To, da mogoče ne samo igre žogo, ampak da je tukaj res obstaja en ogromen nabor športnih panog, s katerimi se lahko ukvarjajo. Če ne tukaj, mogoče drugje. Tako da jaz mislim, da so vsi začutili ta olimpijski utrip, kako se počutijo tekmovalci v Pekingu. Tako da sigurno en krasen dogodek in da bo otrokom ostal dolgo v spominu. Namen je, da seveda te mladeže navdušimo za šport, da jih naučimo tistih osnovnih gibalnih veščin. Ko so še toliko mali, da probajo različne športe, potem se bodo že sami odločili, kaj bojo v življenju počeli. In naša filozofija seveda je, da če pri otroku vzgojiš nek pozitiven odnos do gibalne aktivnosti, do športanja, potem bo to odnesel s seboj in bo tudi tako živel. Brežice letos nosijo naziv Evropsko mesto športa, kar so tudi uradno naznanili z dvigom zastave. 9. marca je stavkala večina zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Razlog? Neustrezno vrednotenje dela. Na ta dan so bile šole in vrtci zaprti. Učitelji in drugi zaposleni pa so 5 minut pred 12. na dvoriščih šol in vrtcev v znak nezadovoljstva simbolno obrnili hrbet. Na ta dan ni bilo pouka, a so v večini vrtcev in šol zagotovili nujno varstvo. Splošni stavki so se pridružili tudi v Brežicah. Tako je bilo pred tamkajšnjo osnovno šolo, kjer je stavkalo 98 od 134 zaposlenih. Učitelji smo, kaj pa je vaša supermoč? Spoštujte delo učitelja, pošteno delo, poštena plača. To je nekaj gesel s plakatov, ki so jih držali stavkajoči z osnovne šole Brežice. Opozarjamo na ta odnos vlade, ki je skrajno nekorekten, nedopusten do nas učiteljev, ki trdimo, da smo v tem času korone
resnično maksimalno upoštevali vsa navodila in delali v dobro znanja in seveda otrok. Šole in učitelji so bili tisti, ki so v zadnjem obdobju ohranjali pouk. Dela je bilo več, strani ministrstva pa niso imeli veliko pomoči, je poudarila sogovornica. Država nas je prezrla v tem. Videli so vse ostale strukture v družbi, ki so se covidu in temu času prilagodile. Nas so pa vzeli kot samoumevno, da nam je to naše delo. In želimo tudi, da mi dobimo del tega kolača. Stavkamo predvsem zato, ker se nam zdi prav, da bi bili primerno plačani za naše odgovorno delo in pa predvsem zato, ker se nam zdi, ne zdi se nam prav, da so drugi v javnem sektorju pač plačanimi pa z višjimi plačami nagrajenimi pa pač ne. Sindikalna zaupnica je glede uspeha stavke v tem obdobju nekoliko skeptična, a je po drugi strani njen pogled v prihodnost bolj optimističen. Ker je pa množičnost tako velika, verjamem, da se bo to slej ko prej moralo narediti. Pa ne govorimo zdaj samo o učiteljih. Poglejmo naše člane, ki so v J skupini, da čistilka, ki 40 let dela, res dela, ne pride do minimalne plače. Kaj vam to pove? Sicer pa je bila ta stavka v vzgoji in izobraževanju najmnožičnejša doslej. Po podatkih SVIZ-a je v njej sodelovalo 652 vrtcev, šol in fakultet in približno 40 tisoč zaposlenih. 85 otrok, ki obiskuje Dobovski vrtec na Idihojca, se je preselilo v nove prostore. Nanje so čakali skoraj 2 leti, v vmesnem času pa so imeli prostore v Dobovski osnovni šoli. Obiskali smo jih sredi marca, ko so se še privajali na nove igralnice in novo igrišče. To so posnetki z novega zunanjega igrišča, ki so se ga vrtčevski otroci najverjetneje še najbolj razveselili. Kako je v novem vrtcu? Dobro. Kaj ti je všeč? Sam pesek. Pa on mi še meše šel, ker je to novo. Kopljem. Kaj koplješ? Pesek. Kaj boš pa naredil? Luknja. Izhod na igrišče je možen kar iz igralnic v Pritličju. Tu v Pritličju se nahajajo 3, v prvem nadstropju sta še 2. Igralnice niso le večje in lepše, ampak tudi opremljene z novimi igračami. In kaj je otrokom najbolj všeč? Policijski avto. Kuhnica. Kaj pa kuhaš? Pečen kruh. Blazina. Blazine, kje pa imate blazine? Tam modra. Novega vrtca se niso razveselili le najmlajši, ampak tudi vzgojiteljice. Sicer smo se malo nasmejale, ne bomo več spali, ker tam smo imeli ležalnike kar tako, so bili vidni, tu pa so skriti in pa smo se hecali, da ne bojo nič več počivali, navdušeni seveda, ker grejo v šolo, ampak smo jim pokazali, pa res počivati, če bomo mogli. Ja, to je res ena taka velika pridobitev za nas vse. V prvi vrsti smo rešili to prostorsko stisko, zdaj imajo možnost otroci bivati res v svojih prostorih, potem so zdaj tu odlični pogoji za delo, strokovnih delavk in da nazadnje tudi odlični pogoji za otroke, da uživajo, se igrajo. Pridobili so tudi zbornico za strokovne delavke, kabinet za pomočnico ravnateljice, razdelilno kuhinjo in večnamenski prostor za druženja, roditeljske sestanke in manjše proslave. Imamo tudi zdaj po novem prostor za arhiv, prostor za didaktične pripomočke, potem imamo še en kotiček, ki je namenjen svetovalnem delu in pa otrokom s posebnimi potrebami. Vrednost novega 5-oddelčnega vrtca je znašala okoli 2 milijona evrov. Občina Brežice pa je zanj pridobila odobrena sredstva sofinanciranja strani Ekosklada in Ministrstva za izobraževanje v skupni višini 1 milijona evrov. Med slovenskimi rejci je krškopoljec vse bolj priljubljen. Gre za edino slovensko avtohtono pasmo. V preteklosti so jih želeli celo iztrebiti, zato so jih nekateri rejci pred nasilno kastracijo celo skrivali. Pasma se je zato tudi ohranila. Med temi, ki jim jih je uspelo ohraniti, je tudi Martina Ivanšek iz Zasapa, sicer tudi predsednica Društva rejcev krškopoljskih prašičev. Bili smo na obisku. Dobro jutro, punce, ajde, zajtrk, gremo. Bi se pocerto še malo, pocerto bi se malo. Krškopoljc ima izrazito dolga ušesa, krajši rilec. Je obarvano črno-bel s pasom preko pleč tem. To je značilno za krškopoljca.
Je pa njegovo meso marmorirano, aromatično, bolj okusno od teh belih pasem. Ima maščobe 3 pa 6 omega, več, ne, to je dokazano, da vsebuje, je to zdrava maščoba, ampak v mejah normale, ne. Ajde, ostanite se, ne boste lenarle. Lažje ga je prehraniti, ker krškopoljc ni na močnih krmilih, ne raste na močnih krmilih, ampak na tistem, kar pridelaš ti doma. Od krompirja, solate, buče, okopanine, trava, detelja, pa žita, ne. To imam mešanico za plemenske svinje. Šrot narejen iz ječmena pa koruze, pa mineralne mešanice vitaminov za te svinje, ker tudi svinje morajo dobiti še dodatne vitamine, če hočeš, da jih imaš v dobri kondiciji. V celi Sloveniji je 550 plemenskih svinj pa 80 merjascev. V samem Posavju je pa tam okrog 30 nekje, mogoče kaj več kmetij, ne? S tam 50, 60, 80 plemenskimi, kar je pa za pitanje, nimam točnega podatka, jih je pa še verjetno enkrat toliko, ne. Ker to so prašiči, ko se naje, on miruje, oni ležijo, ne krožijo. Da so zdaj tukaj noter beli prašiči, bi to tulilo tako, da ne bi en druga slišali, ne. Nas je zdaj to ena lepa velika družina, ne, ampak mi se tudi med seboj pomagamo, ne. Tudi pri prodaji informiramo en druga, če jaz nimam, povem kontakt od druga rejca, on ima, ne. Na ta način si mi pomagamo. Na Krškem polju je tam okrog 15 kmetij, ne, ko so, eni so rejci, ko imajo plemenske svinje, pa prodajajo tudi tekače, tako ko mi vzrejajo, eni pa pitajo, ne. Kaj je, Marko, ti bi tudi? Ti tudi? Ti boš tudi dobil, ja. Ti si pa glaven pri hiši. Merjasci ima vsak ime, svinje nekaj jih je preveč, ne. Drugače pa ljudje uporabljajo imena, kjer imajo manj svinj, so od mick, pepc, vsake sorte, ne. Merjasc pa recimo ta je Marko in, ne, ima pa svojo rodovniško številko. Mi, ko sporočamo pripuste pa to, z rodovniško številko, ne z imenom, ne. Čeprav krškopoljc praktično izvira iz Krškega polja, glejte, to je, on je razširjen po celi Sloveniji praktično, ne. Vsa področja od Gorenjske, Primorske, Prekmurja, Koroška, osrednja Slovenija, skozi Bela krajina, Posavje, mi vsi imamo krškopoljca zdaj, ne. Prej je bil skoncentriran tukaj območje Krškega polja, Gorjancev do nekje Novega mesta, ne. Vidite, tako je ta rodovniška številka na ušesu, ne. To je poreklo, sledljivost. Za vse, mama, stara mama, prababica, to je vse sledljivo, vse v rodovni knjigi je noter zapisano, ne. Pol, ko se je pa to začelo preganjati krškopoljca, pa prepovedovati rejo, niso pustili, da bi se ljudje sami odločali, ali boš rodil krškopoljca ali boš belo pasmo, ampak so forsirali belo pasmo zaradi tega, da bo prireja mesa dosti visoka, ne. Ker krškopoljc je slovel kot zamaščen z malo mesa. To so bile pa pasme, ki naj bi dajale ogromno mesa, ne, za potrebe Slovencev. Ampak narobe je pa to, da ni vse staro slabo. In nazadnje nas je pol peščica ostala, ko smo ga uspeli ohraniti, s krivajem in vsem, ne, v preteklosti. Težki časi so bili za krškopoljca takrat, ne. Se ne boš vstala? Ne bo se vstala, ali vstan se, ajde. Pa. Tukaj imamo izpuste narejene, tako da lahko uživajo, ko je toplo na sončki. Tukaj smo posadili tudi murvo.
da jim bo delala senco krošnja, ker murva najhitreje in največjo krošnjo naredi. Pa še njeni plodovi so užitni, ne? Tako da, ko bo dost velika in ko bo to padalo tudi noter, bojo prašiči te murve vse pojeli. Trma kmeta, trma rejca ga je ohranila. In pol smo začeli intenzivno na njem delati, ne. Poiskalo se je vse tiste, kaj je še ostalo, se je vneslo v rodovne knjige in se je začelo označevati, tako da se pasma ohrani čim bolj čista, ker to je naša edina slovenska avtohtona pasma. Krškopolc na začetku 93. leta nas je bilo 3 izvorne reje, ko smo imeli 30 plemenskih živali pa 5 merjascev. Zdaj je 550 živali, plemenskih svinj pa 80 merjascev, ne. Smo tam, ki smo odvisni od uvoza, že itak, ne. Ljudje bi se pa mogli zavedati, da samo tisto, kar je vzrejeno, rojeno pa vzrejeno v Sloveniji je slovensko, pa kvalitetno. Vse, kar je po 2,3 evra v trgovini svinjina, se bi mogli zavedati, da za tako ceno tudi v tujini se ne da zrediti, brez enih pripomočkov, ne. Pa s tem podpiramo tudi druge države, ne. Namesto domačega kmeta mi podpiramo s tem, ko v teh verigah trgovskih ceneno meso kupujemo, druge države, ne. Ampak se ni problem, ne. iPhone kupiti, ne, za 800 evrov ni problem. Pa leasing za avto imeti za 500 evrov na mesec ni problem, ampak svojim otrokom pa dati 2 evra vredno svinjino ali pa piščanca, meni se zdi, da to je pa res veliki problem. Velikonočni prazniki po tradiciji veljajo za družinski praznik. Poglejmo, kako se je nanj pripravljala 6-članska družina Vučank iz Rigonc. Pri Vučankovih velikonočni prazniki predstavljajo čas za umiritev, družino, ustvarjanje. Veselje, neko pričakovanje že med tednom. Anka in Igor ter njuni 4 otroci, Vita, Aljaž, Lovro in tudi najmlajša Karla, vsak na svoj način prispevajo k prazničnemu vzdušju. Za dekoracijo je poskrbel Igor, za ureditev okolice pa 12-letni Aljaž. V tem času je bogato obložena praznična miza. Priprave se začnejo z barvanjem pirhov. Ej, Lovro, katero barvo? Modro. Lovro je namreč zadolžen za barvanje jajc. To je tudi njegov najljubši del priprave na praznike. Ker mi je najbolj zabavno. Ene jajčke bomo pa zavili v tale štumfek, pa bomo dali malo rožic noter in jih bomo kuhali v čebulnih olupkih, da so malo naravne. V tem času pri Vučankovih zadiši tudi po šunki, hrenu in potici. Ko naredimo pa vedno orehovo, pri nas pehtranovo potičko, kokosovo, pa makovo ali rožičkovo. Anka poleg dobrih sestavin pri peki potrebuje zanesljivo kuharsko pomočnico. Meni je najbolj zabavno peči potice, ker me veseli peka. Tako na 1,5 centimetra. To 100. Ona res rada tudi. Takole, Avita, na konec, ne? Dobro. Mi si kar tako, če ne gre fila preveč ven, ne? Edi prim, pa bomo kar noter. Evo, potica pripravljena, jo damo peč in pripravljeni bomo na praznovanje velike noči. 100 otrok, ki obiskuje vrtec Ringaraja v Ortičah, se je razveselilo novih prostorov. Poleg sodobnih igralnic, imajo jih 6, so pridobili še zunanje igrišče, prostorne garderobe in bralni kotiček.
Vrednost novega in energijsko varčnega vrtca je približno 2 milijona 650 tisoč evrov. Občina Brežice je za vrtec pridobila sredstva Ekosklada v višini 326 tisočakov. Artiški otroci so prag novega vrtca prestopili že marca. Pričakale so jih sodobne svetle igralnice v novo zgrajenem prizidku k tamkajšnji osnovni šoli, na katere so se hitro privadili. Meni je pa všeč, ko se lepo igramo in da se družimo skupaj. Ker smo mi v vrtcu združeni in imamo fajn. Hodnike imamo, da se radi lahko s nami igračami igramo. In tam imamo se teraso za tak. Mi imamo pa novo igrišče, tam pa plezamo, pa skačemo. Vsaka igralnica je opremljena z lesenimi podesti, ki so med otroki še posebej priljubljeni. Gor imamo kuhinjo in se igramo. Se rad igram gor, ker imamo tudi kotice in se lahko igramo. Meni je všeč tam gor za kuhati. Pravo kuhinjo imamo, ko kuhamo. Poleg velikih skupnih prostorov so si ustvarili še bralni kotiček. Svoje prostore so pridobile tudi vzgojiteljice. Mi res ne pogrešamo več starega vrtca, čeprav ga imamo tule čez, še vedno sicer hodimo tja na kosilo, ampak otroci so se res tako v bistvu vživeli v te naše prostore in seveda s tem tudi nove igrače imamo recimo tudi prostore, ki ga prej nismo imeli, stiske smo imeli izredno veliko stisko, predvsem v garderobah, tako da imamo zdaj izhode na terase, v teh imamo tudi potem posebne mesta za škornje, za balerine in za dežnike, kar prej nismo imeli. Prostorsko stisko vrtca, ki je bil pred leti zgrajen za 2 oddelka, so doslej reševali z uporabo šolskih razredov in najemom prostora pri zasebnikih. Zdaj so pridobili vse potrebne prostore, ki jih potrebujejo za delo in bivanje. Seveda tudi oprema je temu primerna, sodobna, vsa je nova, prostori svetli. Dobili smo izhode iz igralnic na terase, ker tudi prej tega nismo imeli. In pa del otroškega igrišča se je obnovil in čez nekaj časa bomo skupaj z občino Brežice še povečali otroško igrišče. Občina Brežice je namreč pred sklenitvijo pogodbe za odkup dela zemljišča na južni strani novega vrtca, na katerem bodo pridobili dodatne površine za dejavnosti na prostem. Spoštovani gledalci in gledalke, to je bil medletni pregled dogajanj v občini Brežice. Hvala za pozornost in nasvidenje.